Danes sem z veseljem sprejela zagovornika načela enakosti v Državnem zboru in predal mi je redno letno poročilo za lansko leto, torej leto 2023. Precej obsežno poročilo, v katerih predstavlja pravzaprav stanje naše družbe glede vključenosti vseh različnih skupin ljudi v našo družbo. Institucija zagovornika načela enakosti je zelo pomembna institucija, ki nam pravzaprav nastavlja ogledalo. Gre za neodvisni organ, ki opozarja tako zakonodajalca kot izvršilno vejo oblasti na stvari, ki jih je še treba urediti, da končno postanemo družba z ničelno toleranco do diskriminacije. V letnem poročilu so resorji predstavljeni posebej, tudi opravljeno delo je predstavljeno in predvsem tudi neopravljeno delo, kar je pomembno za vse odločevalce v državi, da se zavemo, da je pred nami še dolga pot in da moramo poskrbeti za vključenost različnih skupin ljudi, predvsem invalidov. Zagovornik načela enakosti že kar nekaj časa opozarja na težave, s katerimi se v življenju srečujejo invalidi, predvsem z dostopnostjo, kjer je Republika Slovenija že naredila precej korakov naprej, ampak precej jih je ostalo pa še neprehojenih. Priporočam, da si vsi državni organi priporočilo dobro preberejo, posebej svojo pozornost posvetijo svojemu resorju in pogledajo, kje so ostala priporočila zagovornika načela enakosti še neuresničena. Pozivam torej vse odločevalce, da jemljejo priporočila zagovornika resno. Gre za strokovno, neodvisno institucijo, ki, kot sem že prej rekla, nam nastavi ogledalo, ampak to na način, da nam tudi pove, kakšna bi bila najbolj primerna pot, da uresničimo ne samo direktive, ki jih pred nas postavlja Evropska unija, ampak da tudi naredimo to družbo bolj strpno, bolj vključujočo in nediskriminatorno. Vesel sem, da sem kot vsako leto lahko danes predstavil redno letno poročilo zagovornika načela enakosti predsednici Državnega zbora, da sva spregovorila o izzivih, ki so pred slovensko družbo, o naših dolgovih, tako rekoč, do invalidov, do ljudi, ki so tako ali drugače diskriminirani. Lansko leto je bilo zelo pomembno leto delovanja zagovornika načela enakosti. Naredili smo veliko raziskav, ki so potrdile, kar smo nekako slutili, in to je, da je kar 25% našega javnega prostora še vedno nedostopnega ljudem z različnimi oblikami invalidnosti. Izteka se 15-letno obdobje, v katerem smo imeli čas, da bi to kot družba popravili. Zato menim, da bi se morali tega izziva lotiti organizirano, da bi leta 2025 res ustvarili v Sloveniji prostor, ki bo odprt za vse, tako da bodo tudi tisti z gibalnimi oviranostmi lahko samostojno in prosto dostopali do zdravnika, do knjižnice, do šole in tako naprej. Poleg tega to letno poročilo predstavlja niz priporočil resorjem in Državnemu zboru, kako še naprej spreminjati zakonodajo, da bi bila ta bolj vključujoča in da bi odpravljali sistemske razloge, zaradi katerih nastaja diskriminacija in neenakopravnost. Tovrstni procesi so izziv in potrebujejo tudi pogumno vodenje politike. Mi smo pripravili dobra izhodišča, kako se jih lotiti. Zato me veseli odziv predsednice Državnega zbora, da bomo v prihodnjem letu še sodelovali in se trudili, da zaznane nepravilnosti oziroma krivice, diskriminacijo v Sloveniji bolje, bolj učinkovito in bolj organizirano odpravimo.